Odločitve so tiste, ki kreirajo naša življenja. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo rubriko Dobra odločitev. Boljše izbire za boljše življenje. Lepo pozdravljeni, drage gledalke, spoštovani gledalci. Danes z veseljem z vami, ker ko sem izvedel, o čem se bomo danes pogovarjali, me je kar tista neka moja moška žilica malo privila, veste, tista moška radovednost. Zakaj? Ali se vam je kdaj zazdelo, da ko ste v prostoru, da nekaj ni tako, kot bi moralo biti? Da se ta prostor razlikuje od drugih. Mogoče, kdaj, ko ste malo bolj pomanjkljivo oblečeni, imate občutek, da vas nekdo gleda. Ali se pa kaj dogaja, pa vam sploh ni jasno, zakaj in kako. Včasih se o tem nočemo pogovarjati, da ne bi rekli ljudje, da smo malo, da se nam kaj dogaja, a ne da. Ampak menda to drži. O tem se bomo pogovarjali danes. In v našem studiu Klepetu ob kavi z veseljem pozdravljam našo današnjo gostjo, gospa Anita Reher. Dober dan, dobrodošli pri nas. Kome smo vas čakali? Izvolite, sedite. Takoj vam bom vprašal, gospa Anita, intuitivna psihoterapevtka in zdravilka. Tako. O tem, kar sem zdaj le govoril, to drži ali je to naša domišljija? Seveda drži, ogromno stvari je, ki se nam dogajajo in jih ne znamo pojasniti, kot so različne duše, izgubljene entitete, ujete v tem času in prostoru. Zaznavamo jih na različne načine, o tem smo že govorili, ogromno se tudi govori o tem, ampak eni si še vedno to nekako ne upajo ali pa nočejo priznati. Ko živimo mi v nekem prostoru, v katerem imamo dušo oziroma kakršnokoli entiteto, staro, mlajšo, pokojno našo ali pa izpred davnih časov nazaj, se to zaznava na hladnem prostoru, na različnih simptomatikah, kot so lajanje hišnih ljubljenčkov v prazno, dojenčki in manjši otroci, se pravi do 4. leta, jih vidijo, jih zaznavajo, odtud tudi nepojasnjeno ali jokanje ali smeh, kot da se otrok z nekom igra. Kaplja voda iz pipe, tudi mi, kot ste rekli, začutimo en taki hladen piš, sence se vidijo. To so vse znaki, da je v tem prostoru ujeta duša. In zato sem se tudi odločila, ker že več let delam na tem področju, da predstavim eno noviteto tukaj, ki kot je danes na sporedu, pripomočki za čiščenje le-teh. To pomeni, da sem se odločila za eno tehniko, ki je v Ameriki že desetletja uporabljena. Je tudi dokazano, da deluje. To so kamere, posebne kamere za nočno snemanje s centralno postajo in pa snemalnik zoom. Se pravi, to, kar sva zdaj skupaj ugotovila, da se dogaja, a da niso naši strahovi, dostkrat sem si razmišljal, ja, nekdo reče, ja, to je, drugi reče, to se je tebi zdelo, nisi se naspal. Zdaj le se da pa, kot pravite, Anita, z tehničnimi pripomočki dokazati, da je to res. Točno tako. A greva pogledati? Z veseljem. Pojdite mi pokazati, nekaj ste nam prinesli, kar nekaj je tega, evo ga, tukaj sva. No, to smo že oddaleč ugotovimo, mi tehnični moški, da so to kamere. Se pravi, kamere snemajo, ko jih postavimo, 24 ur na dan. Tako. V centralni postaji je vgrajen trdi disk. Med sabo kamere in centralna postaja so povezane, tako da ne potrebujejo posebej nekega interneta ali česarkoli, imajo to medsebojno povezavo. Postavijo se do 50 do 60 metrov, imajo tisti domet do centralne postaje, pri debelejših zidovih do 30 metrov. Tako da se lahko postavi kamera v ta prostor, pa v oni, pa v oni, da se vidi točno, da se pokrije celotna površina. Vse skupaj se to preklopi tudi na ekran, tudi zazna se potem gibanje, ki je pa
z alarmom javljeno. Aha, se pravi, če tudi ko disk snema 24 ur, če se nič ne zgodi, nam ni treba pregledovati. Ko se pa kaj zgodi, je alarm in gremo takoj pogledati točno na tisto mesto. Točno vemo, kje in kaj se je zgodilo. K temu zraven imamo tudi snemalnik Zoom. Ima, kot vidimo, dva integrirana zvočnika. Zazna pa frekvence, ki so našim ušesom, v bistvu, ki našim ušesom niso slišne. To se pravi, obstaja en poseben program, ki se potem preko računalnika prav vidi, kaj se je tukaj dogajalo. Aha, se pravi, snemalnik zvoka posname vse, tudi tisto, kar mi ne slišimo. Tako. Ko ga pa računalniški program obdela, ga pa slišimo. Ja, tako je. Tako je. In čakajte, še nekaj. Kaj je pa to? Tole pa uporabljamo predvsem za tele zaznavanje tokov, pa magnetnega polja, senzor za magnetno polje dejansko. To je pa tudi IR sevanje, ki ga tudi oddaja seveda visoka napetost, istočasno pa tudi zaznavamo tukaj lahko entitete s tem. Teda to je že en tisti štartni pripomoček. Ko pridemo, že gremo s tem po prostoru, da že tukaj dokažemo, da nekaj je, preden sploh kamere montiramo. Super. Gospa Anita, pojdiva nazaj. Nekaj vas moram vprašati. Kako ste prišli do ideje, da je to pomembno pri vašem delu? Zakaj je tako pomembno? Pomembno je zaradi tega, ker ljudje, ki več let živijo v prisotnosti neke duše, se pravi entitete, se v njih naselijo strahovi. Namreč ni prijetno, če greš zvečer v posteljo, pa ti nekdo odejo vleče dol. Ljudje, ki to doživljajo, doživljajo grozne notranje stiske. In pri takih ljudeh je običajno tako, da kljub temu, da je zadeva očiščena, še vseeno imajo te strahove v sebi. To se ne da tako čez noč zbrisati. Čist drugače ljudje dojamejo, če se potem zadeva ponovno po čiščenju zopet posname in da se ljudem dokaže, da pa res več ni, in potem so tudi pripravljeni sprejeti to dejstvo, da je v redu. To je naslednji korak k ozdravitvi, se pravi strahu, da sploh lahko začnemo delati na strahu. Se pravi, če mi sumimo doma, da nekaj ne štima, vas pokličemo, stopimo z vami v kontakt. Nam lahko vi s pomočjo tehle pripomočkov dokažete, da res nekaj je. Da niso ti strahovi naša, strahovi, duhovi, ne vem kaj, da niso samo naša domišljija. Tako, eno in drugo, ne? In potem jaz vas pokličem, poglejte, tle meni pa nekaj ne štima in vi lahko te motnje očistite, lahko? Ja. Lahko. Tako. Dobro, in vi to uštimate, zaradi tega sem to načel. Prostor očistite, jaz pa še zmeraj nekam nervozno spim. Takrat mi boste vi z temile pripomočki pokazali, da tistih motenj, ki so bile prej, jih več ni, da moram zdajle jaz sam sabo poštimati, pa bo vse v redu. Tako, točno tako. Super. Točno tako, zato ker se, kot sem rekla na začetku, dolga leta delam na tem področju in težko je potem eni osebi dopovedati, da več ni. Eno je govoriti, drugo pa je, kaj še človek doživlja potem. Dolgo let ste rekli, da se s tem ukvarjate. Koliko že? Prvi moj stik z dušami je bil pri mojih 15 letih. Še ne 15. Tako da že kar nekoliko, ja. Potem ste že kar nekaj izkušenj imate. Dajte mi povedati, kakšen je najpogostejši primer? Jaz si res sploh ne predstavljam, da bi bil na vašem mestu, pa mi zazvoni telefon, ne vem, tam ena duša okoli mene skače ali kaj. Ne predstavljam si, kaj vam ljudje povedo, kakšne težave imajo, kaj je najpogosteje? Ja, najpogosteje, kaj ljudje rečejo v samem začetku, to, kaj zaznavajo, so nervoze, neutemeljeni prepiri doma, vzdušje v domačem okolju je dokaj neprijetno. Zato, ker moramo vedeti, vsaka duša je tudi
neugodna. Tudi če je to kdo od naših svojcev pokojnih, ko je več let prisotna, duša postaja vedno bolj negativna. Ker ne more eksistirati tukaj in se potem tudi priklopi na enega od nas, tam živečih, se pravi na enega od svojih in preko tistega črpa energijo. To posledično privede tudi do nepojasnjene utrujenosti, glavo boli, tudi različne bolezni se potem že začnejo počasi stopnjevati. To je dokaj nevarno. In ko meni oseba pove, kaj se ji dogaja, jaz skozi pogovor zaznam, ali je tu pripeta duša, ali je tukaj kaj druga razlog za to počutje. Se pravi, duša zna tudi nagajati. Zelo. Ampak, Anita, ko ste mi rekli, utrujenost, prepiri brez razloga, a ni to v vsaki hiši? Ja, to pa ne pomeni, da je v vsaki hiši, zdaj duša. Kje naj potegnemo ločnico? Kdaj vi mislite, da bi se nekdo povprečen, tako kot jaz, ki o tem pojma nimam, moral zamisliti, aha, tukaj bi bilo pa dobro, da Anito pokličem, kajti to pa več ni tisto vsakdanji, veste, prepir, utrujenost. Je kakšen prak? Ja, definitivno poznamo sami sebe, vsaj do neke meje, pa partnerja, pa naše otroke. In ko vidimo, da se je naenkrat kar nekaj spremenilo, ali smo se na novo preselili, kupili hišo ali pa zemljo, pa tam novo gradnjo naredili gor in kako smo se vselili, ni to, ni več tiste povezave med družino, ni več tistega druženja, začnejo se pojavljati ti simptomi, ki sem jih prej naštevala. To nam je že lahko tisti prvi opomnik, da nekaj ni v redu. Čim zaznamo, da pa nekaj ne štima. Zato, ker če mi živimo neko stalnico, neko življenje, ki je v povprečju s harmonijo, potem se pa naenkrat zalomi, bomo se znali opredeliti tisto, tu pa nekaj ni okej, zdaj pa je nekaj narobe. Seveda ne pomislijo takoj zdaj vsi na duše, da ne bo tako izgledalo. Ja, vsak pač misli, da med partnerji ne štima, zakaj se je zdaj on spremenil, zakaj se je žena spremenila ali karkoli. Otrok je odraščal, pa je zdaj v puberteti, pa se čudno obnaša. Se povezujejo ljudje z takimi stvarmi, saj tudi to so razlogi, ki so pa lahko, ampak vidim pa potem skozi pogovor dokaj hitro. Rekli ste, ko se nekam preselimo, se pravi, tiste duše, kaj so bile tam, mi smo ji pa zmotili njihov notranji mir. Ali se lahko zgodi, da neka dušica se, ali pa, ne vem, entiteta prikrade tudi tam, kjer smo že dolga leta, pa je prej ni bilo? Tudi, seveda. To so ravno tiste izgubljene duše, ki tavajo tukaj po tem okolišu in iščejo pač neko energijo, ker jo potrebujejo, da lahko tukaj eksistirajo na tem planetu. Energija pa mora biti kompatibilna njemu. Tako da vsaka duša se ne more pripeti na vsako osebo. Toliko v vednost. Energije si morajo biti nekje na frekvencah podobne. In ko najde taka izgubljena duša, tako osebo se pripne potem na njen energijski pol. In zdajle tako. Meni se nekaj čudnega dogaja, vas pokličem in skozi pogovor z mano vi me sprašujete, ne vem, stvari, ki jih vi veste, zakaj, da boste ugotovili, zakaj se to dogaja, pa boste rekli, ja, veste, tam, kjer ste vi, pa nekaj ne štima, treba bi bilo to očistiti, spraviti v red. Pa bom jaz rekel, a bejšte, ne? In pol pridete vi, namontirate tele kamere, snemalnike zvoka, koliko, 2, 3 dni, en teden? Odvisno. Odvisno tudi se tu stranka kako dolgo želi, da se to, dobro je nekje 3 dni, da je zadeva tam lepo nastavljena, ker to so tudi intervali, včasih je cel dan mir, pa je zvečer tisti pohod, včasih je 2 dni mir, pa pol 3. dan spet nekaj, vse to se predhodno pogovorimo z stranko. Stranka mora povedati, na koliko časa se dogajajo take čudne stvari in potem tisti nekje povprečni čas
se pustijo kamere tam, da se to potem tudi posname. In potem vi nejevernemu Tomažu rečete, no zdaj pa sedi Tako. tukaj, poglej to, poslušaj to, 2 dni ni bilo, zdaj je pa kar veselica, a ne da. S tem dokažete, da ste vi imeli prav, pa tudi Ja. on, ko je ugotovil, da nekaj ne štima. Tako. In potem vi lahko to očistite, Ja, da se to neha. tako. In potem kamere ostanejo, če je treba en teden, da potem zopet pokažete, evo, poglejte, ni več, ne vem čega, guncanja, lajanja psa ali Tako. pa nepojasnjenih svetlobnih efektov na kakšnih, Tako, ne? najbolj hudo je takim strankam po noči. Noč pač ima svojo moč. In mi, ko gremo spat, takrat mi, čez dan se zamotimo, zvečer pa, ko gremo spat, pa naši možgani delajo, ne? In po čiščenju, zdaj govorim, in takrat potem razmišlja stranka, ne, joj, zdaj bo to, zdaj bo ono. In si zopet naseli tisti strah, zbudi, bom rekla, tisti strah v sebi in sliši to, kar je slišala predhodno, kljub temu, da je očiščeno. Zato je dobro, da se potem te kamere postavijo, da se pol tudi vidi, da tega več ni. Anita, nas mora biti fejst strah, a nam lahko duše naredijo kaj hudega, mislim, nam, fizično, da te glih orenk, tako bom rekel, za Znajo vratega. se dogajati tudi zelo krute stvari, kaj se tiče tega, ampak to so pa zelo stare duše, to so pa tiste demonske duše, te pa znajo biti dokaj nevarne, ja. Ampak take duše ne prezremo. Take duše se pa ne da prezreti. Se ne da prezreti. Ne. Ampak se jo pa tudi da, kam jo, odženete kam drugam, ali kaj naredite s to dušo, ki nagaja? Odpelje se v svetlobo, pa potem kozmos pospravi to na svoje mesto. Pol vam je še hvaležna. Ja, Se pravi, mora biti hvaležna tudi meni, ki sem vas poklical, tako. da ste ji pomagali, da Tako. se odpravlja. Tudi to je običaj. V vseh teh primerih, koliko sem jih imela, še zmeraj je duša bila hvaležna in se tudi zahvalila in tistemu, ki je kontaktiral mene in meni potem, da sem jo odpeljala v svetlobo, ker ta duša ne spada sem. Same pa duše ne znajo potovati, duša potrebuje vodnika. In ker tega nima, potem tava tukaj v temi. Tako da sem jaz kot en vodnik potem, ne, s pomočjo stranke seveda, ne, skupaj smo omogočili tej duši, da je odpotovala v svetlobo tam, kamor spada. Anita, dobro, da vas imamo. Vas kličejo ljudje, vas potrebujejo. Ja, zelo. Vas. Zelo. Dobro. Hvala lepa, Anita. Hvala za povabilo. Drage gledalke, spoštovani gledalci, no vidite, mogoče pa res ni vse tako grozno, čudno in nepojasnjeno. Mogoče so tudi ljudje, ki razmišljajo tako kot vi, ali pa vedo, kaj se vam dogaja, vas bodo razumeli ali pa vas potolažili. Nič ni narobe, pri vas je vse v redu. Jaz vam želim, da bi bilo pri vas vedno vse v redu. Če pa ni, znamo pa pomagati tudi klepetu ob kavi. Hvala. The amount of radiation, this radiation in our lives, even 20 years ago versus now. The radiation now that we're exposed to, our bodies are exposed to, are 1 quintillion times more than it was even 20 years ago.